Neverjetno razgledišče na Bohinjsko jezero. A ste že kdaj videli kaj takega? Najbolj direktni pogled na slovensko vas. Eden najbolj neverjetnih pogledov v Sloveniji. To je pravi skriti bohinjski lepotec. Samo 200 metrov od jezera. Skrita bohinjska naravna znamenitost. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Danes pa z Majo v najinih domačih krajih in vam greva pokazati 4 najlepša in tudi najbolj skrita razgledišča na Bohinj. Evo, za nama, vidite za nama eno zanimiv hrib, zanimivo špico. To je prvi cilj in sicer hrib Stodor, ki ima 2 čudovita razglednika. En razglednik je ko za silo znan, tam tudi letajo padalci. No, naslednji razglednik, ki je pa zelo neznan, ampak neverjeten, se pa nahaja prav na tej špici gor, na vrhu skale. Z te špice je pa neverjeten pogled na vas Stodor. To je pa v bistvu najbolj direkten pogled na katerokoli vas v Sloveniji. Tako direktnega pogleda ne najdete nikjer več. Tako da, to je taka prvi hrib, ki bomo danes obiskala. To so razgledniki Bohinjskega sredogorja. Koliko je Stodor visok? 1002 metra. Pričakujte top video od bohinjskih razglednikov. Izhodišče za Stodor sva pa zbrala tele malo višji. In sicer Planina Blatca. Tako. Na to planino Blatca sicer lahko pridete Stare Fužine, s Hudičevega mosta. Imate oznake za Uskovnico in tam pridete na planino Blatca. Zdaj greva samo čez Travnik, čez pa v gozd, pa prideva na prvi razglednik. To je zdaj planina Blatce. Sicer pot gre tukaj po tej vlak, ampak kot vidite so ravnkar les vlačil, tako da greva midva kar tlele gor skozi gozd, pa šla spet na tisto vlako. Sam nekaj bolj desno se mora držati. Evo, tukaj pridete po tej vlaki gor in tukaj zavijete ostro desno na tole strmo vlako, se tamle malo konča. Pa naprej taka malo slabša stezica do vrha. Tukaj se vlaka konča, zdaj pa v bistvu samo takole čez tale rob, pa že pridemo do prvega razgledišča. Tam skačejo padalci. Evo, se meham se potka je malo vidna. So že prišla čez na drugo stran. Tle se pa odpre super pogled na čudovito Bohinjsko dolino. Evo, Bohinjsko jezero, gor Vogu zasnežen. Evo, tle pa taka super klopca. Prvi razglednik na spodnje Bohinjske gore in pa na Staro Fužino, Ribčev las, pa Bohinjski jezer. Ta razglednik je veliko manj obluden kot Vogar. Tako da je tle veliko več miru. Evo, zdaj pa z tega razglednika greva naprej v gozd in pa potem tamle kar malo desno in v bistvu skozi po vrhu Stodora, po vrhu grebena, ki je ta kar širok sicer,
do tega naslednjega razgledišča, ki je pa res neznan, pa neverjeten razglednik. Je pa v začetku še malo vidna pot, pa se pa tale pot kar v bistvu konča, tako da moraš kar v bistvu pa nekako po brezpotju priti do tega razgledišča. Ni tako enostaven dostop, tehnično ni težak, orientacijsko je pa kar zalogaj. Tukaj so zdaj že na čistem brezpotju, ampak teren je tak, lahko prehoden. Zdaj tamle zgoraj se nama kaže v bistvu najvišji vrh Stodora. Prišla na vrh Stodora, tle z vrha ni kakšnega posebnega razgleda, da se pa samo majhno spustiva dol, pa prideva na tale čudovit razglednik. Evo, z najvišje točke zdaj spuščava na skrajno vzhodno točko nad Studorsko skalo. Evo, tle se zdaj že malo odpila razgled. A ste že kdaj videli kaj takega, kakšen tak razgled? To je pa najbolj direktni pogled na slovensko vas. Najbolj direkten pogled je na Stodor, tem je pa naprej Srednja vas, Bohinjska Češnjica in pa reka. Evo, tam na desno pa Bohinjska Bistrica. Evo, zraven tale vrh je Rudenca, tamle je Šavanca, Jelovca, Pokljuka, ampak tale razgled pa res top. Evo, pogledajte te skale spodaj, noro. To je pa eden najbolj neverjetnih pogledov v Sloveniji. Premaknila sva se že na naslednjo lokacijo in sicer to je pa po mojem vsem zelo znana bohinjska lokacija, tako imenovano Podskalca. Tam so prireditve polet, ne? Ja, Takoj. pa kozice, Zraven seveda plezalna stena. jezero, plezalna stena. No, tamle gor nad plezalno steno pa malo kdo ve, da je en čudovit razglednik na Bohinjsko jezero. In zdaj se odpravljava tja. To je sicer samo dobrih 5 minut hoje. Neznan, ampak čudovit razglednik. Pa že v bližini tega čudovitega razgledišča. Evo, kako se lepo vidi odsev Vogarja v jezeru. No, to je pa razgledišče na Skalci. Evo, ljudem malo znano, ampak zelo lepo. Sicer je res samo dobrih 50 metrov nad jezerom, ampak čudovit razglednik. Evo, pa še pomladanska resa, spomladanska resa pa proti Bohinjskemu jezeru. Zdaj pa prihajava še do ene res zanimive, skrite bohinjske znamenitosti, ko Sava teče ven z Bohinjskega jezera, samo na 200 metrov naprej so pa prava korita Save Bohinjke, čudovita, skrita znamenitost Bohinja. Zdaj pa prihajava do teh korit v bližino. Evo. In pogledajte, kaj se skriva tukaj noter. Ravno okno. Ejte ga, kako je lep. In na te verjeli, kdo v bistvu tole najbolj pozna. Bohinjska mladina, ki se tukaj hodijo kopat v Savo in imajo svoj mir. Samo 200 metrov od jezera. Takale korita. Evo, zdaj se pa še spustila dol, do Save. Evo, zdaj sem pa prišel prav noter v korita. A ni zanimivo, evo, tamle so pa celo nekaj tak brzice. Pa potem po teh koritah. Evo, tamle se pa poj Sava razširi. No, zdaj grem pa jaz do tega okenčka, evo, že tukaj.
Ejte, kakšen super okenček je tole. Je top. Stojim na oboku okna. Evo, še od zgorej, v oknu. Oro. Res, to je pa res skrita bohinjska naravna znamenitost. Zdaj se pa nahajamo še na 4. čudovitem bohinjskem razgledniku. Razglednik Gbet, oziroma z tega razglednika je pa čudovit razgled na Bohinjsko jezero. Poglejte se zdaj tole neverjetno razgledišče na Bohinjsko jezero. Noro. Proti ski hotelu Vogu, Vukanc. Evo, kako se lepo vidi, ko preteče Savičev jezer. No, zdaj pa pojmo pogledati še noter v Prežo. Evo. Takle čudovit razgled z Preže. Tukaj noter je tudi precej gamsov, zato je seveda tle narejena Preža. Zdaj gremo pa pogledati še dosti skrita slapova na potoku Suha. To je ta potok, ki preteče po tej dolini, ki se peljemo pač po cest proti Vogarju oziroma Blatu. In ta potok tvori tudi dva čudovita slapova. Prvi slap se nahaja tik ob cesti, ki pelje na Vogar in pa na Blato. Evo ga, takole z cestnega ovinka. Gremo zdaj samo tlele gor in takoj pridemo do slapu. Slap Suha, ki je prav tak zapostavljen slap. Vsi se vozijo tukaj mimo, pa skoraj nobenega ne gre gledati. 70 metrov je visok slap Suha. Pa smo v vznožju Suhe. Slap Suha. 70 metrov visok slap v Bohinju. Smo na izhodišču še do zadnjega slapu. To je spet cesta proti Vogarju oziroma Blatu. Ko je tamle za ovinkom se začne klanc. Evo, mi pa zdaj zavijemo tlele dol na tole vlako. In bomo takoj prišli do potoka Suha. Potem bomo pa šli ob potoku meheno vzdolj, pa bomo šli do enega skritega raja na zemlji v Bohinju. Bomo prišli do potoka Suha. Evo, že tukaj so čudoviti tolmunčki. Zdaj pa samo naprej, pa pridemo do tega skritega bohinjskega slapu. Ejte, kakšen lep tolmunček je tamle. Pa smo spodaj pri slapu. Ejte ga. To je pravi skriti bohinjski lepotec. Slap na potoku Suha. Evo, tukaj pa še ena znamenitost. Na Javorju rastejo kar koliko smrekt, pogledajte to. Bliz 10 smrekt rastejo na tem Javorju. Čudovita bohinjska znamenitost. Skriti slap. Še ta slap z druge strani. Ali čudovit. Zdaj se pa še utopimo v vodo tega čudovitega tolmuna. Zdaj pa še do prekrasnega tolmuna nad slapom. Vidite to. Je to lepo. Evo, tukaj čudovit majhen slapak. Čudovit
potok Suha. Pri potoku Suha zaključujeva video o skrivnih bohinjskih znamenitostih. Kaj smo videli danes v Bohinju? Dva super razglednika z hriba Studor. Potem sva šla na razglednik nad Skalco oziroma pod Belvijem. Potem sva šla Tam, ko teče Sava Bohinjka z jezera ven, skozi korita Save Bohinjke. Ja. Potem danes en super razglednik nad Bohinjskim jezerom. Pri planinih Brd. Ja. Pa slap Suha in zdaj tale krasen skrit slapek s tolmunčkom nižje dol na potoku Suhi. Potoku Suha. Moram tudi povedati, da je potok Suha pritok vode Mostnica, teče skozi izvoj, skozi Staro Fužino. V Ribnico se združita skupaj in tečeta potem skupaj v Jezernico. Ja, in pa potem v Savo Bohinjko. Tako. Če vam je bil tale video z Bohinja všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Se včlanite v Facebook skupino Raj na zemlji, pa poglejte na Instagram Raj na zemlji. Tako, lepo se imejte. Čau. Čau.